Gledate oddajo Klepet ob kavi. Ste že videli takih 5 evrov, pa takih 10 evrov, pa takih 15 evrov? Ja, malce drugačen denar. Tokrat bomo govorili o pokojnini, na katero se moramo pripraviti sami. Govorili bomo tudi o pripravi na težke čase, kajti vse pogostejše so novice tudi v tujih medijih, da prihaja nova kriza, da se bo veliko dogajalo in da je vendarle še vedno zlato tisto, s katerim se lahko resnično pripravimo. Danes v moji družbi dva krasna sogovornika, ki sta se vsekakor že pripravila in nasvete bosta delila z vami tudi vse zanimive informacije. Moram reči, da sama osebno sem res navdušena in ko bo prišel tisti čas, bom povedala, nič bedari kupovat, sam zlato, ne? Točno. Jezus je tudi, ne, zlato, ne, ali kak že video? Trije kralje so popresti tudi zlato, kot darilo. Super. Obstaja ogromno informacij, pa že od nekdaj vemo, da zlato je nekaj, kar je ziher, nekaj, na kar se dejansko lahko zanesemo. Ampak danes pa živimo v takem zelo drugačnem času. Je to še vedno tisto, na kar se lahko zanesemo? Kako je zdaj s tem? Ker tukaj zdaj vidimo denar, v katerem je zlato, pa obstajajo kriptovalute, ki se krijejo za zlatom, pa kartice. Kakšne so zdaj opcije? Ja, opcija, ki traja že 5000 let, recimo, je še vedno zlato. Ne rjavi, pomembno ne zgine. Papirnati denar vemo, koliko je vreden, koliko je že propadel, koliko ni. Delnice tudi poznamo. To se pravi, da zlato je še vedno neki material, če temu tako rečemo, ki ima konstantno vrednost. Vrednost zlata raste, pada, so velike oscilacije. Samo na dolga razdobja, na 10 let, na 15 let, ne morete biti menj, kot ste imela, če začnete varčevati v zlatu. Pa zelo enostavno je, če dalje več ljudi, da prvo povemo, da imamo Slovenci 55 milijard na banki, evrov. Pa da imamo v svojih predalih, pa v bankah 7,5 ton zlata že, Tako da nismo čisti začetniki, smo kar, Ampak je spet ratala ne moda, ampak enostavno premišljenost nam trdi, kot smo videli, če varčuješ za pokojnino kot obrtnik, kako propadeš, pa se veliko najrake zmetu. Veliko enostavno je še, če narediš pogodbo z banko, da vsak mesec nakažeš 50 evrov, 100 evrov, koliko pač zmoreš in si to lepo pretapljaš v zlato. In nima smisla, da se pri teh majhnih vsotah to ne gre za koriščenje, za velika pričakovanja, za ne vem kaj, to gre, da ti tisto svojo, kar že imaš, ohranjaš, oziroma se pripravljaš za stara leta, zase ali pa za svoje potomce. Večina ljudi, tudi to je nekaj, kar je mene zanimalo že dolgo časa nazaj in sem videla, da ja, za to definitivno je. Ampak veliko ljudi, ko potem jim rečem, ja, kupujem zlato, seveda, počas pa z ljubeznijo, si misel, to je pa za milijonarja, mislim, to moraš imeti pa 10 evrov na mesec dejansko plače. Ampak tukaj govorimo pravzaprav o gramih oziroma o 0,4 grama. Se pravi, mehne so tiste količine, ker na koncu tudi, če pride do situacije, se ti ne moreš iti, se vemo. Kilo zlata, nimaš kam jeti, Ja. Zato je ravno v tem je prednost tega zlata, da to so mehne palčke, mehne vrednosti in če pride do krize, ti lahko z 1 gramom kupaš, ena familija ne bi živela z 1 gramom en teden približno, v Evropi. In v tem je smisel teh majhnih enot. Pa še nekaj, to zlato je investicijsko zlato. Na to zlato ni davka. Ne pri prodaji, prej ne na kupu. To je zelo pomembno. Še neka stvar je, pri teh stvareh imate vi v rokah, vsak tale gramček zlata, ali pa še manjša enota, ali pa večja enota, govorimo pa o gramih, ima certifikat okoli sebe. Vi, če greste kupiti zlato nekam drugam, dobite ga v plastični vrečki, pa dobite eno potrdilo, kaj ste kupila. To je sam papir, To potrdilo zgubite in potem, ko pa vi prodajate zlato, pa ne ve, kaj prodajate. Tle imate pa na vsakmu enoti zlata, držite v rok še garancijo, da to 99,99 čističine zlata, 24 karatov in to je dokument, s katerim dokažete kvaliteto zlata, kar je pri prodaji zelo pomembno.
Gvido, vi se tudi oglašate na telefon, ko ljudem svetujete, kako se pripraviti za pokojnino, kako najdeti najboljši način, kako se pripraviti za krizo, kako nekaj za svoje otroke narediti, ker vemo, čudni časi so, evro je, pa ga ni, dolar, vemo, kaj se dogaja z njim in z vsemi takimi in drugačnimi valutami. Mnogi pravijo, da smo dejansko na prelomnici zloma finančnega sistema, kot ga poznamo, da se postavlja dejansko nekaj drugače. Ko se pogovarjate tudi z našimi gledalci in z vsemi, ki jim mi priporočamo, da te pokličajo, kaj imajo največjo skrb, kaj imajo največji pomislek, da gre za kakšen natek ali karkoli, ker to se je tudi dogajalo v preteklosti? Ja, glede, seveda, če gledamo zdaj, ko ste omenila pokojninski sistem, seveda, pokojnina, vemo, kakšna nas čaka v neki bodočnosti. Ljudje si pač želijo tudi na dolgi rok, oziroma za to pokojninsko obdobje, zagotoviti neko varnost. In seveda mi jim pač, oziroma jaz kot tak na terenu dostikrat svetujem tudi to obliko zlata, ki sem pač to idejo prijel od nekega proizvajalca, ki pač je prilagodil to zlato ravno v takšni obliki, da je dostopno masi ljudem oziroma vsem ljudem. Kot ste prej omenila že, da pač rabimo, če gremo zdaj kupovati zlato, da pač moramo biti bogati, namen, daleč od tega. Se pravi, tu je ena zelo primerna varianta, kako ljudje lahko to zlato kupijo v malih enotah in v bistvu je tudi prilagojeno tudi zelo uporabno takrat, ko ga rabimo. Ker je tudi nekako že planiran oziroma že nekako narejen tudi plačilni sistem za tem zlatom. Se pravi, to zlato v taki obliki, ko ga tu vidimo, je tudi možno virtualno transferirati med sabo. Mi si ga lahko med sabo že pošiljamo in zadaj ostaja v fizični obliki. Se pravi, neka fuzija sodobne tehnologije in starodavnega, najstarejšega načina, se pravi, plačevanja za zlato. Najstarejša, najbolj varna oblika naložbe, ki je že tisočletja znana v nekem modernem času in tudi prilagojeno današnjim razmeram na nek način, glede na to, da se bližajo neki turbulentni časi z sistemom finančnim in tako naprej, kar pač neki strokovnjaki razlagajo. Kje pa je zdajle zlato? Kako smo zdajle s cenami? Ja, zlato je v bistvu nekako malo raste, malo pada, ampak v povprečju vsako leto nekje pridobi cirka 10 do 12%. Se pravi, najprej pokrije to inflacijo in potem še tudi neko povpraševanje po zlatu se povečuje. To, kar je trend v svetu, se pravi, da se pač bliža neka situacija, ki bo to zlato imelo pomembno vlogo, kot je že v zgodovini dostikrat. Če se vrnemo na obe svetovni vojni nazaj in še tudi kdaj pred njima, je zlato odigralo v nekih kriznih obdobjih izredno pomembno vlogo, ker takrat tudi dobi večkratnih vrednosti. Se pravi, takrat so tudi mali, a po eni zelo veliko vredni lahko. Tale knjiga Kupujem zlato, pravzaprav, jaz sem to prebrala, ne, in sem videla dejansko, tukaj je ogromno grafov, zelo je tudi, ne, tak konkretno znanstveni in strokovni pristop, ampak tukaj piše, da naj bi leta 2021 cena šla zelo gor. Ja. Tu si pričakujejo, to že prihodnje leto pravzaprav, ne pričakujejo, da bo šla cena, se gre počasi gor, ne. Ampak to sta dva strokovnjaka napisali, ameriški strokovnjak in nemški strokovnjak, oba sta financerja in sta zračunala glede na nafto, glede na več okoliščin, kaj se lahko z zlatom dogodi in ona da predvidevata, da bo zlato zelo zraslo. Sami, ko nagovarjamo ljudi, ne kupujejo zlato, ne mislimo, da bi ga kupovali zato, da bi zelo obogateli, ampak da bi zarovali njegovo vrednost, ne. Ker denar pada, se ima deflacija, kar neprestana, ne. In je pa ta knjiga za tistega, ki se hoče malo bolj poglobiti v te zadeve, ko hoče malo več vedeti, kdaj prodajati, kdaj kupovati, je pa fajn, da si to prebere, ne. Odlično. Mi smo naše goste spraševali tudi, kako se sami pripravljajo na pokojnino, a se bojo kar prepustili državi, da bo poskrbela za njih, ali vendarle razmišljajo kako drugače. Dobili smo zelo zanimive odgovore, dajmo jih preveriti. Ja, kakorkoli se mi zdi, zdaj ta tematika še zelo daleč, ne vem, da ni. In definitivno ne stavam na klasično pokojnino, penzijo, kakorkoli, ampak želim ustvariti vir prihodkov in pasivni, da bom poskrbljena na stara leta, da bom takrat lahko uživala. In ja, razmišljam o tej temi, da
želim si, no, mislim, res bi bilo fino tudi tako starejšim, da je vsem lepo na stara leta, tako da si zagotoviš nek vir prihodka. Niti približno se še ne pripravljam na čas penzije, upokojitve. V bistvu z možem pripravljava nekak samostojen projekt, da bi šla na svojo pot in upam, da bo potem poskrbela tudi, oziroma da bo s tistem poskrbela tudi za lepšo in prijazno penzijo. Razmišljam o upokojitvi in sem se zdaj tudi na njo začela počasi pripravljati. Nekako sem rekla, prvih 20 let delovne dobe skrbim za ta trenutek, zadnjih 20 let delovne dobe, v kateri pa že sem, začnem pa dajati na stran tudi za stara leta. Tako danes govorimo o različnih načinih, kako se lahko torej pripravimo in zlato je ena izmed rešitev. To ne pomeni, da rabite imeti 20.000 in več, da si jo te palco kupili. Taka majhna palčka oziroma ploščica bo že dovolj, evo tudi v 5-evrski obliki, ha? Ste vedeli, da lahko kupite zlato za 5 evrov in seveda to ni nakit, pri nakitu se veliko izgubi, to smo pa se vendarle že naučili. Takole, danes tudi nekaj vsebin iz te knjige Kupujem zlato, ki pravi, da bo leta 2021 cena šla zelo gor in podarjamo 10 teh knjig, prvim 10, ki bodo sicer poklicali Gvidota za več informacij, da bodo majčkeno bolj razumeli, kaj, kako, zakaj, kako tudi do teh ploščic, do vseh teh bankovcev in seveda do novih sistemov, kjer je združena najstarejša, najbolj varna oblika naložbe in pa seveda tudi oblike prihodnosti, sodobne oblike, virtualne oblike in tako naprej. Njegova telefonska številka svetovalke vam jo bodo povedale, lahko pa preverite tudi na klepetobkavi.si. Torej, rekli smo že, da zlato ni obdavčeno, to je verjetno... Investicijsko zlato. Investicijsko. To je to, vse te ploščice, Ja? to zlato je investicijsko zlato in to ni obdavčeno. Ne pri prodaji, ne pri nakupu. Okej. Pa še tole ima še eno drugo prednost, ne. Če vi kupite zlato v banki, vas te prvo vpraša, koga je ime, ne. Ko pa kupite to zlato, vas vpraša, Ja. kdo ga bo kupil, ampak registrirano ni nikjer. In ve se, da če je vojna, ne, to se tudi v Ameriki že zgodilo, treba zlato oddati, ne, za vojne potrebe. Ta zlato je pač v predalih, za tega se ne ve, ta ni v banki. Ta ima poseben status, ta zlato. A ja, pa je to legalno? Legalno. Ja, v bistvu, ker če ni obdavčeno, ni potrebne Okej, prijave neke. okej. Zaradi tega je to dobro. Okej. Naši klasični prodajalci zlata pač vzamejo davčno številko od osebe, ne? In v bistvu že po davčno številko potem nekako je zaveden. To je pač v bistvu, tukaj pa ni potrebno davčne številke dodajati in tako naprej. Slišim, da veliko ljudi gre v to na takšen način, da ravno na takšno zadevo rečejo, lej 50 evrov na mesec bom pa dal, in potem imajo kar trajnik zrihtan in to se nalaga. Ja, nekateri rečejo, ne bom kadil, bom manj pil, vse veste, take odločitve, ki so, ne, pa tudi mimo tega. Je stvar, koliko ti ostane, ne. In mislim, da manj kot 50 evrov se skoraj ne splača, ker nima smisla, ne. Za 50 evrov dobite pač tam okoli grama trenutno, ne. No in to, in če imate trajnik, sploh ne veš, da imaš, ne, in na koncu leta ali pa vmes, prideš pa v to podjetje, ko to počene in ti to začne v fizični obliki. Lahko imaš tam shranjeno, lahko imaš po domov, po nadencu. Kak pravijo, zrno na zrno, ne? Zrno na zrno palača, kamen na kamen, zrno na zrno pogača, kamen na kamen Ja, palača. evo. Ja, tako. To je staro pravilo, ne? In Na še vedno drži, ja. palačo verjetno ne računamo, Dobro. ampak mislim pa, da na neko dostojno starost bi pa vendarle lahko, ne? Tako. No, sigurno je to najbolj varna naložba, ne? Razen v zemljišče in tako naprej, da ne bi šli v druge, tam kupiš zemljo, pa to so druge še, ampak namesto papirja, namesto delnic, namesto skladov, je pa to sigurno bolj zanesljivo. Seveda, če lahko moče, zlato je že, kot smo že prej omenili, od nekdaj plemenita kovina in ima te plemenite lastnosti, niti z občasa jo ne načenja, ne. Se pravi, vse, kar danes človek počne, kar ustvarja, uniči z občasa, ne. Zato je pač ta sveta kovina, kot nekako so rekli tudi v kakšni Bibliji ali kaj podobnega.
ima to plemenito lastnost in zaradi tega tudi zelo primerna in varna. Se pravi, starejši, ni važno, koliko imamo staro zlato, vedno ima enako vrednost in ne zgubi na vrednost. Recimo hiša, se pravi posest, dobro, posest ne, nepremičnina pa zgubi tudi za staranje svojo vrednost. Ne? Se pravi, zlato pa ne, zato je tudi iz tega vidika zelo primerno. Pa še ena pričakovanja so, ne, zlata je, kolikor ga je, ne, rudniki so, kolikor jih je, ne, počas se izkopi zmanjšuje, ne, in bo vrednost počas rasla. Se pa tudi vidi, da države, kot so Kitajska in Rusija, hočejo imeti spet eno podlago za svoj denar. Se do leta 1971 je bil dolar na zlato, ne, pa so podobinali. To so vse valute, ki so star tiskarskih strojev, nobene podlage ne več, ne. Tako, dolar je tudi nastal kot denar na osnovi zlata, ne. Se pravi, dolar je bil certifikat za zlato v času svojega nastanka. In ljudje so v bistvu svoje zlato, oziroma bankirji so pač to naumili, ne, to, se pravi, ker je bil pač zlato kao nepraktično za prenašanje, za trgovanje, so rekli, dajmo vam mi potrdilo, mi vam damo potrdilo, vi pa prenesite zlato nam v banko. In seveda, tako je nastal dolar na nek način. In v bistvu to še danes ostaja. Potem so pač to ukinili, ta zlati standard in danes vemo, da denar nima dobenega kritja več v zlatu. Zato je tudi to zelo pomemben podatek, da niti dolar, niti evra nimata nula zlata v zadaj. Zanimivo. Mi smo iz tele knjige Kupujem zlato 10, jih bomo danes torej podarili prvim 10, ki se bodo pri Gvidutu pozanimali, kako, kaj, zakaj, na kakšen način se tudi sami lahko zares tistimi majhnimi zneski pripravijo. Ampak kakšne so danes sodobne možnosti, seveda, tole torej podarjamo. Smo naredili en tak seznamček, zakaj torej kupovati zlato in sicer nekaj najpogostejših oziroma najmočnejših vzrokov, razlogov. Zaščita pred inflacijo, monetarnimi reformami, pred katero naj bi bili, ne. Zlate palice, plačilno sredstvo, ki je poznano in priznano po vsem svetu. Gre za stabilno naložbo, ki ohranja vrednost. Svetovno povpraševanje po zlatu naj bi bilo večje od ponudbe in nakup ter prodaja naložbenega zlata sta torej brez DDV. Govorimo seveda o naložbenem zlatu. Kaj pa torej prstani, pa verižce, pa te zadeve? To ni naložbeno zlato, ne, in to ima večjo vrednost glede na oblikovanje, so čisto drugi pristopi nakupa in prodaje. Tako da pa davek se plača vedno, ne. Seveda, tukaj se, če lahko dopolnim, se plača tudi umetniško delo nekega mojstra, ki je nek nakit izdelal ali prstan, se pravi, in obdavčeno je seveda, ker ni čisto zlato, to ni monetarno zlato čistine 999,9, ampak je nižjih kakovosti, primes ostalih drugih kovin, in zaradi tega je obdavčeno, seveda, in v bistvu plačamo davek, umetniško vrednost, se pravi, da z čistega zlata je to v bistvu 1/3 in zaradi tega to ni primerno za naložbo. Je pa seveda lepo. In ženskega imajo rade. Lepo je, ampak ni pa zdaj to, da bi rekli, imam tukaj prstanov, ki sem jih dobila, to je, ne? To ni naložba, ne? Nažalost, ne? Ali pa ni dobra naložba. Torej, tukaj na začetku sem pokazala en denar z 0,4 grama, 0,6, 0,2, 0,1. Bo to kdaj tudi prišlo do tega, da lahko grem, ne vem, na bencinsko, pa plačam iz tem, pa ne vem, grem po ne vem karkoli. Kako delati smo? Ja, ta zadeva je, ravno ta oblika je pripravljena tudi za to. Se pravi, tudi nove tehnologije bodo danes omogočale transferiranje tega zlata v virtualni obliki, kajti proizvajalec tega zlata to zlato lahko hrani virtualno kot mi denar na banki in tako danes, isto kot plačujemo z denarjem, bomo lahko v bodoče plačevali tudi v taki obliki. Seveda, lahko ga pa fizično tudi dvignemo. Popolnoma enaka zgodba, kot je danes z denarjem, samo da pač imamo to stvarno obliko, ki je materialna stvar, ni izmišljena, kot je denar. Hvala lepa obema. Evo, na klepetobkavi.si imate še kakšno novičko na to temo. Tam najdete tudi več informacij, pozanimajte se, raziščite in kot smo rekli, velja za prvih 10, ki se boste pri Gvidu malce bolj konkretno pozanimali, dobite tole knjigo Kupujem zlato. Pa ko te pa to prebrali, pa vam bo pa sploh vse jasno.